Družba Ilirika Modra zvezda je ob ukinjanju registrskih računov vabila male delničarje, da naj prenesejo svoje delnice v novo delniško družbo, torej v Modro zvezdo. In pri tem je bila emisijska vrednost delnice te nove družbe Modre zvezde 1,10 €. Danes večinski lastnik in družina Štembergar ponujajo tem delničarjem odkup po 20 centov. Mi smo že takrat opozarjali na nekatere stranpoti in možnosti, da pride do izigravanja in oškodovanja v primeru, ko se delnice, ki so likvidne, recimo tudi delnice Krke, Petrola, spremenijo v nove delnice, kar se je zgodilo v tej družbi, in na drugi strani te delnice niti niso, tako kot je bilo obljubljeno, uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi. Za več kot 90% kapitala družbe so prispevali mali delničarji, ki so svoje delnice prenašali v to novo družbo. Kar pomeni, da bi bilo korektno, da se jim omogoči izstop vsaj po teh emisijskih 1,10 €, ne pa po več kot 5-krat nižji ceni. Na drugi strani smo zaradi tega seveda danes podali poziv, ki sem ga tudi izrecno predstavil poslovodstvu družbe, da odpravi pomanjkljivosti, ki onemogočajo realizacijo ciljev družbe in nenazadnje tudi njenega obstoja in ustanovitve. V nasprotnem primeru smo napovedali, da bomo sprožili postopek po Zakonu o gospodarskih družbah za prenehanje družbe, kajti le v tem primeru bodo delničarji, ki so vložili svoj kapital, lahko dobili iz nje približno tisto, kar je bilo vanjo vloženo. Družba je predlagala, da se bilančni dobiček, ki je znašal skoraj 228 000 €, ne deli med delničarje, zaradi česar je VZMD napovedal izpodbijanje tega sklepa skupščine. Naslednja pomembna točka pa je bilo poročilo posebnega revizorja. Takoj v uvodu smo opozorili družbo, da ni izpolnila svoje obveznosti in objavila ugotovitev posebnega revizorja v glasilu, kjer bi sicer morala objaviti vsa svoja sporočila. Zato bo VZMD si vzel še nekaj časa in bo pisno poročilo, ki je precej obsežno, še dodatno preveril in potem po potrebi ustrezno ukrepal, bodisi z zahtevo za sklic dodatne skupščine, bodisi z vložitvijo ustrezne tožbe ali poziva poslovodstvu, da vloži takšne tožbe. Jasno, z vsakim letom ugotavljamo, da je tistega, kar v družbi ostaja, manj in da nenazadnje iz tega naslova niti ni delitev dobička dividend delničarjem, kar pomeni, da je pravzaprav za njih pomembno, da čim prej zagotovimo možnost izstopa iz družbe ali pač prenehanje družbe, torej izpeljemo takšen postopek. V združenju smo zadovoljni z odzivom delničarjev, ki so res v veliki meri ogorčeni, ko se obračajo na nas. Ravno iz tega naslova je doslej pristopilo v postopke in delničarski sporazum v okviru Vseslovenskega združenja malih delničarjev skoraj 23% celotnega kapitala družbe, kar je toliko več ali pa toliko bolj jasen signal, če vemo, da ima skoraj 60% največji lastnik, torej Ilirika. Zato ob tej priložnosti ponovno vabim delničarje, da se vključijo v naše postopke, v delničarski sporazum, da nenazadnje iz tega naslova morda dosežemo tudi pomembnih 25%, kar potem onemogoča morebitne statusne spremembe ali pa kakšne dokapitalizacije in druge manevre, s katerimi smo pogosto priča v takšnih situacijah. Zdi se mi pomembno, da omenim tudi program delniške opore v okviru Vseslovenskega združenja malih delničarjev, ki pa je za razliko od tega, kar je ponudila ob ukinjanju registrskih računov Ilirika Modra zvezda, doslej za preko 6 000 malih delničarjev že uspela zagotoviti ustrezen donos iz naslova njihovih vrednostnih papirjev, torej donos poštene cene tudi v okviru doseženih skupnih prodaj. Zato sem med drugim danes tudi pozval poslovodstvo Ilirike Modre zvezde, da se takrat, ko so v njihovem portfelju tudi vrednostni papirji družb, za katere v Vseslovenskem združenju malih delničarjev
v okviru delniške opore dosežemo boljše izstopne pogoje, tudi večkratnike cen, ki so na tako Sienta trgu kot odkupi, ki jih recimo vrši sama Ilirika, da se v teh primerih vključijo v naše skupne prodaje in s tem dosežejo za lastne delničarje in ne nazadnje zase ustrezne donose. Tako da to zagotovilo pa je bilo dano danes strani direktorja, predsednika uprave, gospoda Štembergarja, da tukaj pa obstaja volja, da se v takšnih primerih vključijo in pridružijo postopkom, ki jih Vseslovensko združenje malih delničarjev vodi v številnih primerih družb.